Zdenko Mesarič, ki nas gosti danes tukaj. Če lahko tudi njega povabim, pa da bi tebe prosil še za tvojo, če smem. Hvala lepa. Izvoli, Zdenko. Ok, ja. V bistvu je mene Uroš spoznal to nekje oktobra 23, ja. Ker jaz pač sem transplantiran, imam transplantirano ledvico, pa ne verjamem v vse stvari, ne. In potem me en čas prepričeval in rekel, pa daj probaj si, da nič ne stane, ne. In potem, ok, se kot dobro, pa bom probal. In sem jaz to začel piti, ne. Zdaj pa vemo, da pri transplantiranih ljudeh je najbolj odvisno ta kreatinin. To vemo, koliko nam ledvice delujejo, ne. In jaz sem zdaj po transplantaciji, sem ga imel ves čas tam 113 do 120, tam nekje se je gibal ta kreatinin, ne. In potem je rekel, pa daj pi, pa sem to začel piti in vem, da po njih 3 mesecih, 4 mesecih, ko sem imel kontrolo ponovno, sem jaz imel kreatinin 83, ne. Jaz sem rekel, kaj se je zgodilo zdaj. Mislim, res sem bil tisto, tudi zdravniki tam, ki so videli, in potem sem jim povedal, da pač pijem sok iz oljčnih listov in to, nisem nič kaj dosti razglabljal, ne. In potem naslednja kontrola, ki je bila, pa vem, da sem bil kar malo bolj aktiven, da to spet po 3 mesecih in takrat je prišel na 87. Zdaj sem imel spet kontrolo v januarju in jaz bil spet 93 bil zdaj, dobro. To je pač odvisno, koliko si en dan prej aktiven. Jaz bi moral dejansko 2 dni počivati, preden grem oddati kri za kontrolo, kako ledvica deluje, ne. Pa pridem gor, sem rekel, jaz sem bil v fitnessu včeraj, je rekel, pa veste, da ne bi smel. Bom napisala, da ste bil zelo aktiven, tako da, če bo kreatinin poskočil gor, da bo rekli, ok, vse je bil aktiven, ne. Tako da je še bilo vse v redu, tako da. In jaz vem, da meni je to ful psiho spremenilo, ne, ker pač vem, da ledvica deluje čisto normalno. Vemo pa, da je zgornja meja za vse zdrave ljudi je nekje do 104, ne. Tako da jaz sem zdaj izpod tiste zgornje meje, ker vi, ki imate svoje ledvice in vam deluje dobro. Tako da to bi bilo od mene. Hvala lepa, Zdenko. Hvala lepa.